Lepo pozdravljeni. Danes se odpravljamo na prav posebno potovanje. Začeli bomo pri orodjih, ki jih najdemo v vsakem laboratoriju, in z njimi pokukali v mikroskopski svet. Skupaj bomo odkrili neverjetne skrivnosti, ki se skrivajo v osnovnih gradnikih življenja – celicah. Vse se začne z enim samim vprašanjem. Kaj se v resnici dogaja znotraj tega lista? Da bi dobili odgovore, moramo vstopiti v svet, ki je našim očem povsem neviden. In zato potrebujemo prava orodja in seveda varno okolje. In tukaj se naša pot tudi začne, v laboratoriju. Še preden se sploh dotaknemo mikroskopa, moramo poskrbeti za eno ključno stvar – red in varnost. Morda se sliši malce dolgočasno, ampak v znanosti je red osnova za zanesljive rezultate. Poglejmo to delovno mizo. To ni samo kos pohištva, to je oder za vsak poskus. In na tem odru mora biti vse na svojem mestu. Zakaj? Ker lahko že ena sama napaka, en sam napačen predmet uniči mesece dela. Red tukaj ni stvar videza, ampak nuja. Zato obstajajo ta zlata pravila. Halja, rokavice, očala, nobenih prigrizkov. To niso le neka birokratska navodila. Predstavljajo ščit, ki varuje tako raziskovalca kot tudi sam eksperiment. So temelj, ki nam omogoča, da se lahko popolnoma osredotočimo na bistvo, na znanost. Varnost v laboratoriju govori svoj poseben jezik, to je jezik simbolov. Tile piktogrami so nekakšna mednarodna abeceda za nevarnost, ki jo razumejo znanstveniki po vsem svetu. So hitra, jasna opozorila, ki ne puščajo prostora za dvome. Poglejmo si jih od blizu. Vsak od teh simbolov je zgoščena informacija. Tale, na primer, zajetko pomeni takojšnjo nevarnost za kožo in oči, lobanja pa je seveda tisto najbolj jasno opozorilo. Akutna strupenost, potrebna je najvišja stopnja previdnosti. To je vizualni jezik, ki dobesedno rešuje življenja. Dobro, okolje je varno, vde pa so na vrsti orodja. In v svetu celične biologije je kraljica natančnosti zagotovo mikropipeta. To je pravzaprav podaljšek znanstvenikove roke, s katerim lahko delamo z volumeni, manjšimi od ene same kapljice vode. Na prvi pogled morda deluje malce zapleteno, a vsak njen del ima en sam cilj – popolno natančnost. Bac na vrhu nadzoruje pretok, mehanizem za nastavitev volumna pa omogoča delo na mikroliter natančno. V svetu celic je vsaka najmanjša kapljica pomembna. In kako deluje? No, postopek je skoraj kot neka koreografija. Vsak gib šteje. Bat pritisnemo do prve stopnje, da zajamemo tekočino. In nato do druge, da zagotovimo, da iztisnemo prav vsako molekulo. Ključni pa sta počasnost in mirna roka. Ta šema lepo prikaže celoten cikel. Nastavitev volumna, zajem tekočine do prve stopnje, počasen dvig in na koncu izpust do druge stopnje. Ravno to zaporedje gibov je tisto, kar loči popolnoma natančen rezultat od neuspešnega poskusa. Ampak kaj se zgodi, če ta, recimo mu, ples s pipeto krene v napačno smer? Prava umetnost ni samo v poznavanju korakov, temveč v izogibanju pastem, ki lahko uničijo celoten eksperiment. Poglejmo si. Vsako od teh napak je pravzaprav majhna katastrofa. Zračni mehurček pomeni, da smo zajeli napačni volumen. Slabo pritrnjena konica uniči natančnost. Ponovna uporaba konice pa je recept za kontaminacijo in s tem za uničenje tednov dela. Res, vsak gib je ključen. V redu, zdaj ko obladamo orodja in tehniko, lahko končno odpremo vrata v svet, ki ga želimo raziskati. Pustimo za sabo laboratorijsko mizo in se potopimo v osupljiv mikrokozmos, v notranjost celice. Na papirju je to seveda samo definicija, ampak v resnici vse, kar smo, vse, kar počnemo, rast, dihanje, razmišljanje, vse to se dogaja na tej mikroskopski ravni. Celica je res najmanjša iskrica, ki jo lahko poimenujemo življenje. Seveda pa niso vse celice enake. Predstavljajmo si razliko med šotorom in hišo. Prokarionti, kot so bakterije, so kot šotor. Preprosti, odprti, vse je na enem mestu. Evkarionti, to so naše celice, pa so kot hiša. Imajo ločene sobe, torej organele, in vsak opravlja svojo nalogo. In tukaj vidimo to neverjetno raznolikost življenja. Na levi imamo preprosto bakterijo. Od tam naprej pa se začne razvijati kompleksnost evkariotov, glivna celica, živalska celica in na koncu rastlinska.
Vidimo, kako se pojavljajo nove strukture, kot je recimo celična stena pri rastlinah, in pa tisti ključni organel, ki nas danes še posebej zanima – kloroplast. Pa si poglejmo enega od teh organelov malo bolj podrobno, tistega, ki pravzaprav poganja skoraj vse življenje na Zemlji. Potopimo se v rastlinsko celico in spoznajmo njeno neverjetno sončno elektrarno. Kloroplast je v bistvu tovarna hrane na sončni pogon. Brez tega majhnega zelenega organela življenje, kot ga poznamo, sploh ne bi obstajalo. V njem se namreč dogaja eden najpomembnejših procesov na našem planetu. Njegova zgradba je popolnoma prilagojena svoji nalogi. Dvojna membrana je kot nekakšen zaščitni zid tovarne. Stroma je proizvodna hala, tilakoide pa so kot sončni paneli polni klorofila, ki lovijo energijo sonca. Vse je na svojem mestu. In zdaj pa pridemo do najbolj osupljivega dela zgodbe. Kaj če vam povem, da kloroplast sploh ni bil vedno del rastlinske celice? Njegov izvor razkriva neverjetno zgodbo o starodavnem dogodku, ki je zavedno spremenil življenje na Zemlji. Temu pravimo endosimbioza. Pred več kot milijardo let je ena celica pogoltnila drugo. A namesto, da bi jo prebavila, sta sklenili pakt. Cianobakterija je proizvajala energijo, gostitelj pa ji je nudil zaščito. Sčasoma sta postali eno. To je eden najlepših primerov sodelovanja v celotni zgodovini življenja. Prepotovali smo torej pot od laboratorijskih pravil pa vse do evolucijske drame, skrite v drobni celici. Ampak kako se vse to poveže v neko smiselno celoto? Ključna misel je pravzaprav ta. Natančnost na laboratorijski mizi je tisto, kar nam omogoča, da odkrivamo zgodbe na celični ravni. Brez natančnega pipetiranja nikoli ne bi mogli razvozlati zgodbe o endosimbiozi. Svet orodij odpira vrata v svet odkritij. In s tem vprašanjem tudi zaključimo. Zgodba o kloroplastu nas uči, da je narava polna neverjetnih zavezništev in presenečenj. Ko bomo naslednjič pogledali zelen list, se spomnimo, da v njem deluje na milijarde starodavnih elektrarn, potomcev dogodka, ki je spremenil planet. In to nas seveda pusti z vprašanjem, kateri drugi neverjetni evolucijski čudeži še čakajo, da jih odkrijemo.